Pozdravljeni. Ali ima dodatna točka za najhitrejši krog v sodobni formuli ena sploh kak smisel? Na samem začetku bi rad citiral Johna Elkanna, predsednika in večinskega lastnika Ferrarija. Nekoč je dejal, da pravzaprav ni tako važno, ali dirko zmagaš ali ne, poglavitno je imeti najhitrejši krog, kajti to dokazuje, da si bil najboljši. In sedaj, če mi je za trenutek dovoljeno imeti kanček sarkazma, bi rad dodal, da prav ta izjava nam dokazuje, kako globoko je razumevanje Formule 1 strani predsednika samega Ferrarija. Ampak verjetno podobnih misli so bili tudi pri Formula 1 managementu, kjer so v sezoni 2019 ponovno vpeljali dodatno točko za najhitrejši krog. Predtem je bila takšna oblika tudi prisotna med sezono 1950 in 1959, torej absolutno ne gre za neko svežo idejo. Ampak pri Formula 1 managementu so ugotovili, da v zaključnih fazah dirke se zadeve stabilizirajo, da gledalci pred televizijskimi ekrani verjetno dremljajo, da je publika na tribunah zdolgočasena. In zato so prišli do te ideje, do te domislice, da bi nekako poživili tudi tiste zadnje kroge dirk za veliko nagrado. In seveda imeli smo takšne in drugačne pripetljaje, ampak kar smo videli na veliki nagradi Singapurja, zagotovo ima določene posledice. Iz neke vrste logičnega vidika obnašanje Daniela Ricciarda sploh ni imelo nobenega smisla. Dodatno točko za najhitrejši krog dobi samo voznik, če se nahaja že tako ali drugače med dobitniki točk, torej na mestih od 1 do 10. Daniel Ricciardo je bil daleč zadaj, ampak kljub vsemu je odšel na lov za najhitrejši krog. Konec koncev, če potegnemo črto s tem svojim dejanjem, je Landu Norrisu izmaknil tisto točko, ki se bo lahko na koncu prvenstva izkazala tudi kot ključna. Ampak, če smo brali razne medije, ki govorijo o Formuli 1, smo takoj naleteli na dokaj solzavo zgodbico o tem, kako naj bi bila velika nagrada Singapurja zadnja v karieri Daniela Ricciarda. Ampak ne smemo mimo dejstva, da s tem svojim dejanjem je posredno ali neposredno pomagal Maxu Verstappenu, ki je zgolj slučajno član sestrske ekipe, za katero tekmuje Daniel Ricciardo. Namreč Max Verstappen je v Red Bullu, Daniel Ricciardo do tega trenutka v Racing Bulls, kjer je znano že desetletja, da imata istega lastnika. In zadeva je iz tega vidika izjemno sporna. Namreč lahko bi dejali, da ima koncern Red Bull tako na vsakem štartu dirke za veliko nagrado 4 bolide, vse ostale ekipe pa samo 2. Ampak tu je treba pridodati, da tudi v preteklosti smo imeli podobne primere moči, kjer pa nikogar ni nič motilo. Omenil sem Johna Elkanna. Se verjetno spomnite, da ekipa Sauber se je nekaj sezon imenovala tudi Alfa Romeo. Namreč Alfa Romeo je takrat bila znamka koncerna FCA, danes Stellantis, in
FCA je prav tako spadal pod okrilje bogate družine Elkan Agnelli. Torej Ferrari in takrat Alfa Romeo sta imela glavnega lastnika oziroma glavnega skupnega pokrovitelja, kar je podobno kot tisto, kar smo videli pri koncernu Red Bull, ampak imamo še en bistveno bolj očiten primer. Toto Wolff. Toto Wolff je komaj leta 2021 prodal tistih svojih 5%, ki jih je imel pri ekipi Williams. Namreč kupil je ta delež davnega leta 2009. Dobro je znano, da leta 2013 je postal tudi lastnik tovarniške ekipe Mercedes, kar ga je zopet nekako postavilo v dokaj kočljiv položaj. In seveda tudi o tem se je govorilo, o tem se je diskutiralo, ampak nikoli ni prišlo na dan, da bi obstajal tak konflikt interesov, kot smo ga videli prav na veliki nagradi Singapurja. A vem, mnogim se je zarosilo oko, ko so slišali, da Daniel Ricciardo zapušča Formulo 1 in dajmo mu neko nagrado, dovolimo mu, da si popravi statistiko ter podobne nebuloze, ki jih pogosto slišimo iz ljudi, ki nimajo absolutno pojma, o čem gre pri Formuli 1. Namreč statistika kot taka so le prazne številke brez nekega pomena, in če ima nekdo najhitrejši krog več ali manj, na koncu dneva nima več naslovov svetovnega prvaka Formule 1 ali več denarja na bančnem računu. Torej, dejanje Daniela Ricciarda je bilo iz čisto racionalnega vidika brez nekega smisla. Eden smisel, ki ga dobim pri tem ravnanju, je nasleden, da je hotel Daniel Ricciardo s tem pomagati Maxu Verstappenu in se tako prikupiti Helmutu Marku, ki odloča o njegovi usodi, ter ostati v Formuli 1, mogoče še veliko nagrado, 2 ali do konca sezone. To bi razumel, ampak nasedati nekim solzastim zgodbicam je po mojem videnju čisto izven onega konteksta, kar je Formula 1. Formula 1 je izjemno krut šport, kjer na dan pridejo pravi zmagovalci. In tu bi rad pripomnil nekaj. V sezoni 2021 smo imeli ogromno spornih odločitev, naprimer Michaela Masija. In ena izmed teh spornih odločitev je bila tudi vezana na dogodek okrog velike nagrade Belgije, dirka tistega ne smemo imenovati. In tu je dober prijatelj ter poznavalec Formule 1 dejal nekaj, kar tudi v tem primeru bi lahko bilo izjemno dober zaključek. Dejal je, da upa, da na koncu sezone tiste točke, ki so jih podelili v Belgiji, ne bodo napravile razliko med svetovnim prvakom in prvim zasledovalcem. Na srečo ni bilo tako. V Singapurju smo videli, da je pravzaprav šlo le za eno samo ubogo točko, ampak tudi ta šteje. Upam, da na koncu bo razlika med prvim in drugim večja kot samo ena točka, ampak podelitev tiste dodatne točke za najhitrejši krog je zmeraj bolj in bolj nesmiselna. Neka ideja, ki so jo dobili verjetno strokovnjaki za stike z javnostjo in se je pokazala kot podobno uspešna, približno kot sprint, ki ga gledamo vsake toliko in ima vsako leto drugačen format. A verjamem, sam imam dokaj tradicionalistični pogled na vse skupaj in kot običajno imate lahko vi drugačno mnenje. Nekaterim bo všeč
da so se tako v navednicah oddolžili Danielu Ricciardu in mu celo podelili naslov voznika dneva. Čeprav na veliki nagradi Singapurja ni napravil nič, njegova vožnja je bila podpovprečna. A kaj hočemo? Glavno je, da ima večina navdušencev in gledalcev rahlo orošene oči. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.